skupini Haiku Garden, Luka na drugi strani, zdravo. Dober dan, živijo. Luka, glede na prvi del vašega glasbenega imena, moram biti očitno bolj pesniško kratek. Ja, mislim, ni treba, po želji, no. Če pa je zraven še vrt, potem pa je lahko vse skupaj tudi verjetno v kakšni daljši obliki. Ja, mislim, sej sodobni haikuji so tudi že zelo proste forme, ne, tako da, ja. Za skupino je že kar nekaj materiala, leta 2022 ste tudi izdali album, je sedaj že čas za novi material? Ja, je čas že, ja. V bistvu je tako, da imamo že praktično, lahko bi rekel, dobre pol, v vsakem primeru en zajeten kos albuma sledečega že posnetega, ki ga v bistvu zdaj se še nasnemavajo stvari, vokali, kakšne kitare in tako. Večinsko je pa že posnet, no. V bistvu smo bili februarja letos, pa že lani smo bili v Bertek studiu v Kočevju, kjer smo posneli ene dobrih 10 komadov in to se zdaj še nasnemava in rihta in tako dalje. Tako da gremo vztrajno proti novemu albumu, ja. In v kakšni glasbeni smeri razmišljate v primerjavi s prejšnjim izdelkom Loose Contacts Tense Present? Ja, kot tudi prejšnji album bo tudi ta stilsko dokaj pester, že na prejšnjem se je dal slišati, ne, kakšni komadi so bili bolj, ne vem, klasično shoegazerski mogoče, kakšni so bili bolj noizerski, kakšni so bili bolj garažni rock, kakšni so bili mogoče celo malo krautrockiš. In ta nov bo prav tako, no, bo tudi zdaj ne nujno v teh preomenjenih žanrih, ampak bo zagotovo tudi stilsko pester in raznobarven in bomo tudi probavali začiniti to neko našo shoegaze sound z drugimi zadevami. Za razliko od prejšnjega bo pa v slovenskem jeziku, ja. Ne nazadnje pa to najavlja tudi skladba Avalanche. Je res, to je prvi singel z prihajajočega albuma, tako je, ki je v slovenščini, ja. Kako to, da ste priklopili v slovenski jezik? Ja, v bistvu smo že več let probavali, malo razmišljali, potihem nekaj eksperimentirali, ampak zdaj pa pač končno bil čas, da smo se odločili, da probamo kar cel album v tem narediti. In hoteli smo v bistvu ta naš siceršnji sound, ki smo ga, mislim, da že nekako vzpostavili tekom 2 albumov in enega kratkometražnega, probati zdaj nekako pretopiti v ta slovenski jezik, pa da še vedno ostane naš zvok, da se še vedno sliši, da smo to mi. Ja, tako nekako, no. Torej vas Avalanche ni odnesel, temveč prinesel. Ja, res je. Moram pa sam mogoče na tem mestu lahko še poudarim, da ta zdaj prvi singel ni zdaj to nekak indikator celotnega albuma. Kot sem že prej rekel, bojo zelo različni komadi, tudi ta je mogoče malo bolj tak psihadelično popiš, kakšni bojo pa tudi, ne vem, bolj žgal, kakšni bojo bolj sintovski in tako naprej, skratka, bojo različni komadi. In o čem pojete v Avalanchu? Ja, meni je vedno fajn, da nekako probam ne preveč izdati, da dopuščam možnost različnih interpretacij in tudi v teh besedilih, ki jih delam, se jih da vedno, niso enoznačne, se jih da vedno na ful različnih načinov brati in mogoče kakšen vers govori bolj o eni stvari, o drugi vers o kakšni drugi in zato se lahko ful različnih, mislim, zato tudi dopušča toliko različnih interpretacij, ampak recimo nekaj tako v grobem bi rekel, da govori tekst o bežanju, v smislu tudi kot nekega posledica nezaupanja vase v odnosu tudi do drugih ljudi, kjer pride potem do raznih trenj in zadeve lahko pač narastejo, kako bi rekel, in pride do nekega avalanša, lahko kdaj to stvar prekipi, ne, tako nakratko. Pesem spremlja tudi video, ki je zimsko obarvan, kam pa se peljete? Peljemo se, dobro vprašanje, ja, video je tak malo, ne, se mi zdi, da bi moglo biti očitno, da je tak malo zajbancija, ne. Ponazarja neke 4 prijatelje, ne, v tem primeru naš band, ki pač grejo na neki izlet v gore ali kaj in vmes se zgubijo in pa se spet najdejo, lahko bi rekel tako. Ampak ja, no, video je zelo tak
kako bi rekel, je prisotna samo ironija, upam, da je to razvidno, pa upam, da vas nasmeji. No. Predlagam poslušalcem, da si video ogledajo na YouTubeu, midva bova sedaj pesem spustila še v radijski eter, zato Luka, sproži plas. Ja, evo, hvala vsem poslušalcem Radia Prlek in uživajte v poslušanju in dajte komad na glas. Ne. Hvala.